Zdaj si bomo ogledali prenovo trisobnega stanovanja za mlado družino. Slednje je bilo pred posegom sicer v dobrem stanju, vendar tlorisna zasnova ni bila najbolj funkcionalna in ni ustrezala potrebam družine, ki si je želela več svetlobe, več shranjevalnih površin ter več svobode. Tole stanovanje nudi veliko beline, veliko svežine in na nek način lahko rečemo, da je nišno, malce zaradi skritih niš in seveda zaradi teh izrazitih in zelo dobro vidnih. Nina in Mateja, živijo. V tem sodobnem in svetlem stanovanju so menda naročniki na začetku imeli še posebej izpostavljeno eno željo, ne? Katero? Želeli so si stanovanja za enostavno uporabo in vzdrževanje. To je mlada družina, so investitorji, oni si želijo aktivnega življenjskega sloga, nočejo biti suženj svoje nepremičnine, s tem, da bi jo skozi bilo treba preveč čistiti, preveč vzdrževati. Za koliko staro stanovanje pa v resnici gre in v kakšnem stanju je bilo na začetku? Je bilo nujno prenove? Objekt niti ni tako star, tudi stanovanje samo ni bilo v katastrofalnem stanju, bilo pa je tlorisno neprimerno za recimo njihove želje, njihove potrebe in tudi estetsko, seveda, estetske sodobne preference so prevagale. Torej, imamo stanovanje v relativno dobrem stanju, ampak vseeno ga je bilo treba čisto preobraziti. Kakšni tlorisni posegi so bili potrebni? Porušili smo kar nekaj sten, tako da smo v bistvu dobili iz ene velike spalnice in manjšega kabineta dve prostorni spalnici. In dnevni prostor smo potem povezali s kuhinjo in osrednjim ciljnim delom. Zdaj mogoče tukaj velja samo izpostaviti, da smo imeli srečo, da smo imeli kot sogovornika investitorja, ki je bil pripravljen na tako obsežne spremembe, tako idejno kot tudi finančno. Očitno je bila tudi želja po veliko skritih shranjevalnih površinah. Kako ste to dosegli? To smo dosegli s tem, da sva steno v vhodnem delu podrli in sva razširili vhodni del, tako da so dobile omaro raznih večjih stvari. S tem sva tudi lahko naredili sedalno nišo in potem smo nadaljevali s celim nizom omar, v katerim sva naredili tudi dvoje skrita vrata. In potem nekdo je tukajle bil velik ljubitelj niš, ki pa so še posebej lepo oblikovane ravno zaradi neke izpostavljenosti teh škatlastih okvirjev. Ja, ne delujeva za manj pod imenom niša arhitektura. Ne, tukaj smo, ampak tukaj so niše tudi zelo funkcionalne. Funkcionalni odgovor na konkretno vprašanje uporabe prostora in sva te velike shranjevalne površine, velike bele omare, velike bele ploskve presekali z nišami, ki pa ima vsaka svojo funkcionalno vrednost. Ena je namenjena odlaganju in sedanju ob obuvanju čevljev pri vhodu, ena je namenjena kuhanju, ena je namenjena delovnemu kotičku, v igralnici oziroma otroški sobi pa je še ena namenjena posedanju, branju knjig, tako da imajo vsaka svojo funkcijo. Lastniki so si želeli svetlo stanovanje, zato prevladuje belina v kombinaciji s toplino lesa. Belo in les začinijo drzne ploščice nebesno-modre barve. Ploščice nenavadne oblike dajo prostoru že ob vstopu močan moment presenečenja. Lastnik je zelo zadovoljen, da ste ga arhitektki prepričali v takšno odločitev. Sam bi po vsej verjetnosti izbral ploščice nevtralne in neupadljive barve, ki pa nikakor ne bi imele takšnega wow učinka. V sodobni arhitekturi se vedno več pozornosti posveča osvetlitvi prostora. Arhitektki poudarita, da je bila prenova zelo obsežna, ker so elektroinštalacije v celoti prenovili. Veliko je indirektne ambientalne svetlobe, vgrajene v pohištvene elemente, pa tudi svetil, ki so del estetske podobe tega stanovanja. Dodaten plus je tudi izobilje naravne svetlobe, ki prihaja skozi veliko panoramsko steno v dnevnem prostoru. Zaradi svetlobe in odprtosti deluje stanovanje, ki meri dobrih 73 kvadratnih metrov, precej večje kot je. Zasebni prostori, se pravi obe spalnici, sta skriti za temi skrivnimi vrati in je treba malo skoraj na slepo potipati, katera vrata so prava. Edina prava vrata v celem stanovanju se odprejo v kopalnico. In potem izza vogala stopimo v bivalni prostor, ki je lepo povezan kuhinja z jedilnico in dnevno sobo, kjer se pa skriva
element, ki je v večini stanovanj glavni poudarek v dnevni sobi, v tem pa je skrit. Skrit oziroma odkrit, kolikor pač želimo ga uporabljati, ne? Saj verjetno govorite o televiziji. Ja, seveda. Naročnika sta si želela, da bi kdaj televizijo tudi skrila, da ne bi bila osrednji del dnevnega prostora. Zato sva naredili paravan iz letov, ki je premičen v levo ali desno in lahko pokaže police, na katerih so naši spominki ali knjige, ali pa je pogled na televizijo, to je pa najverjetneje večinoma v večerih, ko sta sama dva in ne gostita nikogar. No, takrat, ko so ambienti, ne? Ja. V otroški sobi imamo pograd, čeprav imajo pa samo enega otroka. Tako je. Najprej smo zasnovali samo eno posteljo, nizko, potem si je pa investitor želel, da bi imel več igralne površine in smo zaenkrat zasnovali pograd, tako da je od spodaj spalni del, gor igralni. V nadaljevanju pa sta si pustila odprto, mogoče pa pride še nekdo. Ja, otroška soba je mogoče malce bolj igriva, malce bolj kromatična. Izbrana barva za nišo je bolj močna, kot so ostale barve v tem stanovanju. Postelja je pa spet z lesenimi letvami navezava na ostali ambient celega stanovanja in pa seveda svetila so mogoče malce bolj igriva. Po eni strani so to navadne bučke, po drugi strani so pa tri in zanimivo razmeščene, tako da dajo malo bolj igriv izgled. Stanovanje ima še kar nekaj zanimivih skritih detajlov, na katere ste najbolj ponosni. Ja, par detajlov je takih, kot so recimo potegnjene ven niše, zaradi tega, da pridejo bolj do izraza. Dajo tudi funkcijo, da je globja miza oziroma delovna ploskev. En je zelo zanimiv detajl. Ko prideš, so obešalniki kljukci del letvenega odzadja, zaradi tega, ker si investitor ni želel, da bi bili upadajoči in smo jih umestili, da so skoraj nevidni. Keramika je tudi bila kar izziv za polaganje, namreč vzorec je treba sestavljati iz posameznih keramičnih ploščic, ki jih je treba pravilno obračati. Sicer mi narišemo načrt polaganja, ampak opažamo, da se ga mogoče kdaj težko držijo. Tako da je tukaj tudi investitor sam polagal polagalcu keramiko, kako naj jo prav umesti. In posebno, naprimer, okoli kanalete, kjer je potrebno izvesti tudi nivelacije višin tlakov. Je bil kar izziv ujeti in nivelacije in vzorec keramike. Ampak tukaj je vse izvedeno v perfekcijo. Nočem polagati besede v usta, ampak investitor, kot si ga lahko samo želite, a ne? Res Tako je. je.